koncu leta, ko se za večino približujejo najbolj zabave, hrane in pijače polni dnevi, je ena tema še posebej aktualna. Saj veste, da bo prihodnje leto manj nesreč, ker letošnje je bilo kar slabo. Največ pri vsem skupaj lahko naredimo prav sami in poskrbimo, da nas med vožnjo moti čim manj stvari. Ok, na nekatere res nimamo posebnega vpliva, recimo na prometne znake, ki jih je ponekod enostavno preveč in nas samo zmedejo. Še dobro, da vse bolje deluje prepoznava znakov v avtih, če nam kakšen uide, sploh tisti za omejitev hitrosti. Med vožnjo je lahko moteč tudi preveč gobčen sopotnik, ki po možnosti še krili z rokami. Naj sedi zadaj, da bo mir. Pa veliki oglasni panoji ob cestah za paštete, spodnje hlačke, dobro, ta je res hud, pa Kučanovo pokojnino, ja, glejte naravnost, da vam ne bo volana vleklo v desno. Najbolj problematična stvar, ki moti praktično vse voznike, pa je telefon. Nobene statistike ni, koliko nesreč je bilo zaradi tega v zadnjem desetletju, ampak vsi ocenjujejo, da veliko preveč. Avti imajo zato prostoročno telefoniranje, da ste lahko stalno dosegljivi, še veliko bolje pa je, da se enostavno ustavite, opravite pogovor in potem nadaljujete z vožnjo. Še huje je, da se telefoni med vožnjo uporabljajo za Facebook, Instagram in ne vem kaj še, se pravi za zadeve, ki vam totalno odvzamejo vso pozornost za vožnjo, zato lahko samo rečem, da tega ne počnite, dokler telefoni ne bodo dovolj pametni, da med vožnjo tega sploh ne bodo pustili. Za kakšen moteči element danes poskrbijo kar avtomobili sami. Z velikimi zasloni so praktično vse funkcije izgubile tiste klasične gumbe in je treba potem pogled ves čas odmikati z ceste na zaslon, da sploh lahko nastaviš tisto, kar želiš. Mislim, a telefoni so prepovedani, to je pa v redu. Vidim pa, da je Toyota nekatere od teh gumbov tule na tem mestu zamenjala s klasičnimi. Evo, na pritisk, kar pomeni, da nas je nekdo poslušal. Še ena stvar po zimi ni nepomembna in vam lahko fino pokvari plane. Vreme. Mi vedno pravimo, da raje ostanite doma ali pa pojdite na javni prevoz, kadar sneži. No in če bo snežilo, smo bolj ali manj odvisni od tega. Ali pa tegale. Tole je Darsova avtocestna baza na Hrušici, kjer skrbijo v bistvu za urejenost avtoceste, vse od tamle, kjer je predor Karavanke in pa do Vodic. V primeru nizkih temperatur in brez padavin izvajamo samo preventivni posip, zato da preprečujemo morebitno poledico na bolj izpostavljenih legah, kot so mostovi ali viadukti. Poraba je različna glede na vremenske napovedi in na stanje cestišča. Samo za primer, v zadnji zimski akciji smo v celotni družbi Dars porabili 1400 ton soli in cirka 60 000 litrov klorida. Ja, mi v bistvu zdaj drugo leto uvajamo novo tehnologijo soljenja, tako imenovane tekoče soljenje, kjer cesto posipamo oziroma polivamo z tekočino, z raztopino natrijevega klorida, torej z slanico. Trenutno na lokaciji avtocestne baze Hrušica imamo 14 tovornih vozil in 5 specialnih delovnih vozil. Celotna družba Dars pa ima 210 vozil pripravljenih za zimsko sezono. Tole je bil v osnovi klasičen tovornjak, ki ima sedaj nadgradnjo. Tale ima kar 2 pluga, ki skupaj zajameta skoraj oba vozna pasova. Kompozicija je široka 7,5 metrov. No in tamle gor je 8 kubikov soli, kar je dovolj za samo 50 km poti, potem pa na ponovno polnjenje. Tole je pa Unimog s čelno frezo. Tale zadeva je na avtocesti nujno potrebna, ker je treba sneg seveda čim prej odmakniti z ceste. Preko ograje, kjer pa to ne gre, gre pa takoj na tovornjak. Pa za salamo rezati bil tudi fajn. Ja, največji problem za nas predstavlja v času snežnih padavin zdrsi tovornih vozil. Žal do tega prihaja praktično vsakič, ko sneži, zaradi neustrezne zimske opreme tovornih vozil. Mi smo se poslužili maksimalno vseh ukrepov, kar lahko naredimo, zato imamo tudi na bolj obremenjenih oziroma na kritičnih mestih, na 4 klancih dežurne avtovleke za izvleko tovornih vozil, ki so ob sneženju na samih lokacijah in je njihov odzivni čas praktično takojšen.
Če vseeno obstanete nekje na cesti, najprej poskrbite za svojo varnost. Zapeljite avtomobil v stran, če gre seveda, predvsem pa naj se vsi potniki odmaknejo za varovalno ograjo. Potem pa pokličite številko prometnega centra, to je 1970 in tako boste najhitreje prišli do pomoči. Dars ima ogromno postojank, ki bodo v največ 20 minutah pri vas, predvsem pa so 24 ur na dan zaposleni za to, da pomagajo nam. No, boste stvari za varovalnico že reševali potem, ko bo vse skupaj zaščiteno. Torej, med vožnjo radio na normalno glasnost, pijani potniki ne bodo zadaj, telefona ne uporabljajte, sendvič pojejte takole na počivališču in glejte na cesto, pa bo vse skupaj bolje. Dajmo, resno, vsi skupaj, da bo naslednje leto bolj varno od letošnjega.